Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Dogodki dneva. Na Prvi gimnaziji v Celju se po odličnih rezultatih na maturi že pripravljajo na novo šolsko leto. V občini Dobrna želijo še nadgraditi turistično ponudbo. Celje bo letos drugo leto zapovrstjo gostilo festival Sevix. Po trilerju celjski nogometaši v podaljšku do napredovanja v drugi krog kvalifikacij za Ligo Evropa. Na Prvi gimnaziji v Celju so izjemno zadovoljni z letošnjimi rezultati mature. Njihovi maturanti so bili namreč kar 98,9% uspešni, sicer pa se v teh počitniških dneh že pripravljajo na novo šolsko leto. Na Prvi gimnaziji v Celju so se že med šolskim letom pogosto pohvalili z odličnimi rezultati njihovih dijakov na različnih tekmovanjih znanja. Ob zaključku šolskega leta pa se dobrih rezultatov vedno veselijo skupaj z generacijo dijakov, ki zapušča šolo in je minuli ponedeljek dobila rezultate mature. Matura je gotovo en tak bistveni in najbolj prepoznaven kazalnik kvalitete šole, ni pa edini. In vedno znova, ko pride rezultate mature, smo vznemirjeni, tako dijaki, starši, kot tudi seveda mi, zaposleni v šolah. Letošnja matura je bila za nas uspešna, tako kot tudi vse dosedanje. 99% smo, samo 2 imata po en popravni iz matematike. Imamo 15 zlatih maturantov, imamo tudi enega diamantnega, imamo jih lepo število z 29 točkami, zato bomo verjetno še koga imeli med zlatimi. Imamo pa tudi kakšnih, ampak res 39 takih, ki imajo več kot 25 točk in so v bistvu odlični. Ampak se ni poanta samo v tem. Bistvo je, da so vsi upravili maturo zelo lepo in da se bodo, jaz upam, upisali na tiste študijske programe, ki si jih v resnici želijo. Na gimnaziji so sicer tudi letos, tako kot vsako leto, nekaj svojih resursov namenili posodobitvam in vzdrževalnim delom. Vedno nas kaj čaka, tudi letos smo že kar dejansko delo bolj ali manj upravili. Smo posodobili našo dvorano gimnazijka, ki jo imamo tu zgoraj na našem glavnem podstrešju že od leta 2011. Novi reflektorji so, nova razsvetljava, seveda beljenje tudi. Med večjimi projekti, ki bi jih pa radi tudi izvedli v bližnji prihodnosti, pa sončna elektrarna na naši novi telovadnici, dvorani Kajuh, ki je pa seveda malo večji zalogaj. Imamo že vse papirje, vse imamo pripravljeno, gre samo še za to, da seveda zagotovimo ustrezna finančna sredstva, potem bomo pa menda spet ena prvih šol, ki bo imela svojo lastno elektrarno. Obenem je ravnatelj, ko je beseda nanesla na naložbe, pohvalil sodelovanje z resornim ministrstvom. S tem odnosom države do nas smo zelo zadovoljni. Vedno so nam pomagali, vedno so nam prisluhnili in mislim, da lahko tudi na tem mestu in v tem trenutku izrazim samo eno iskreno zahvalo vsem v Ljubljani, ki so nam v teh letih, jaz sem zdaj 18 let ravnatelj, ogromno pomagali. Milijone evrov so pravzaprav nam dali, da smo lahko šolo res obnovili, tudi dogradili, tudi zgradili novo telovadnico, pa seveda uredili tudi okolje, športna igrišča in vse, kar sodi k funkcionalnim zemljiščem naše šole, ki jih ni malo. Sicer pa jih že čez mesec in pol čaka začetek novega šolskega leta. Na Prvi gimnaziji v Celju bo tudi v tem število dijakov približno enako kot v minulih letih. Imamo ponovno 8 oddelkov, tako kot že vrsto let, približno 830–840 dijakov, pa seveda še tudi vzporedne glasbenike, se pravi glasbenike, ki se izobražujejo po vzporednem sistemu. Skratka, ohranjamo to strukturo, tudi kadre, ki jih je pa vedno težje dobiti in se je treba za vsakega posameznika boriti in to zelo, preden ga dobiš v šolo. V šolah žal
po teh zaposlitvenih kriterijih nismo več prav zanimivi za mlade ljudi. Na Dobrni se lahko pohvalijo z dolgoletno turistično tradicijo, saj se tamkajšnje terme in termalni vrelec prvič pisno omenjata že leta 1403. V vodstvu tamkajšnje občine si želijo v prihodnosti turistično ponudbo še izboljšati, predvsem na območjih, ki so nekoliko bolj oddaljena od središča občine. Večstoletna tradicija turizma je na Dobrni pustila neizbrisen pečat, zaradi katerega se turisti vztrajno vračajo. A ohranjanje tega zahteva neprestano skrb za okolje in okolico. Ta 600 plus nekaj let turizma v Dobrni daje eno tako patino pa dušo temu prostoru z vsemi zgodovinskimi vso kulturno dediščino, ki jo ima. 600 leti turizma ni samoumevnih, ampak temelji tudi na priporočilih in povratnih informacijah, ki jih obiskovalci Dobrne z veseljem delijo z Dobrčani. Vsi, ki pridejo v Dobrno, moram reči, da res pridejo povedati tudi na občino, da so zadovoljni z storitvom, pa predvsem z ambientom pa s prostorom, kjer pač prebivajo ta svoj prosti čas, ali so na zdravljenju ali pa samo počitniškujejo. Za ohranjanje pravega vzdušja je potrebno veliko truda in vlaganj, ki nista sama po sebi umevna. Veseli smo, da zadnja leta tudi terme obnavljajo to kulturno dediščino tako postopoma, tako da je tudi to ena dobra stvar. Veliko objektov na Dobrni je v preteklih letih doživelo prenove, v slabšem stanju pa je zaenkrat še ena osrednjih stavb, zdraviliški dom. Ima na svojo zgodovinsko vrednost, pa tudi na nek način, človek rekel, kar se tiče obnov pa financiranja, kar globoka jama. Po drugi strani pa tak reprezentančni objekt s tisto dvorano, ki zagotovo v neki prihodnosti mogo se doživeti eno renesanso, bomo rekli. Kot smo že poročali, si na Dobrni želijo tudi nove športne dvorane, ki bi omogočila boljši športni turizem, ponudbo za obiskovalce pa si želijo razširiti tudi v ostale dele občine. Bi si pa seveda želeli več turizma, kot ga trenutno imamo, predvsem v smislu, da bi se še tudi na podeželju razvil kak kmečki turizem ali kakšna druga ponudba, ki pa se zgodi praviloma, če je povpraševanje v kraju dovolj veliko. Za dobro turistično ponudbo je treba ohranjati okolje, kvaliteten življenjski prostor pa je dober ne le za obiskovalce Dobrne, ampak tudi za njene prebivalce. V takem okolju je lepo živeti, saj nič nam ne manjka, bomo rekli, blizu imamo Maribor, Ljubljano, vse druga pa imamo tukaj lepo, mir in je v redu. Kaj še pa rabi Dobrna? Zagotovo rabi še te objekte, o katerih smo prej govorili, kulturni dom, da še dobi dvoranco pa športno dvorano, pa potem ta družbeni standard, da se še malce dvigne in je to. Ko bodo zaključene te investicije, pa bo Dobrna prijaznejša za tiste, ki tam živijo in tiste, ki pridejo le na obisk. Celje bo letos drugič gostitelj festivala Sevix, ki v Sloveniji velja za sinonim stare glasbe od srednjega veka do začetka 20. stoletja. Knežje mesto je festival lani gostilo prvič, ker so bili koncerti odlično obiskani, so se odločili, da ga gostijo tudi letos. Začel se bo v petek 8. avgusta v Celjskem narodnem domu s koncertom ansambla Fortepiano Ensemble. Vse do 20. avgusta se bodo nato vrstili koncerti v Stari grofiji, glasbeni šoli Celje in cerkvi svetega Danijela. Pogovore z umetniki pa bosta gostili Mestna kavarna Celje in kavarna Oaza. Začetki festivala Sevix segajo v leto 1982 v Radovljico, danes pa je eden najpomembnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji. Nogometaši Celja so na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo Evropa z azerbejdžanskim Sabahom remizirali s 3-3 in se skupnim izidom 6-5 uvrstili v nadaljnje tekmovanje. Tekme Celjanov v drugem krogu kvalifikacij bo ciprski AEK iz Larnake, ki je po streljanju 11 metrov izločil moštvo beograjskega Partizana.
Gostujoči nogometaši so v Celju lovili gol zaostanka iz prve tekme v Bakuju in izid v skupnem seštevku prvič poravnali že v 9. minuti. Za Celjane je bila znova usodna prekinitev. Kot je izvedel Anatolij Nurijev, na oddaljeni vratnici je bil z glavo najvišji Nemec, ki poseduje tudi potni list Konga, Lance Mikkels. Pa mislim, da dajemo dosti poudarka na temu, predvsem tudi zaradi prve tekme, kjer smo imeli veliko težav. Ja, evo, zdaj spet prva prekinitev, smo dobili zadetek, ampak nič za to. Mislim, moramo delati, vsak ima svojo odgovornost, kaj mora pri prekinitvah narediti in se moramo potruditi, da bo teh napak čim manj, ker spet neka vrsta napake je privedla k temu, da smo prejeli zadetek. Celjani so tehtnico spet nagnili na svojo stran, potem ko je Nikita Josifov v gostujočem kazenskem prostoru enega od branilcev Sabaha zadel v roko. Zanesljivi izvajalec 11-metrovke je bil hrvaški napadalec Franko Kovačević. Celjani so odlično odprli drugi polčas. Za njihov drugi zadetek je iz kota podal Mario Kvesić, strelec je bil sicer branilec Damjan Vuklišević. Za obrambnega igralca je to češnja na torti, vsakega zadetka sem vesel, ker vemo, da so naše priložnosti največkrat iz prekinitev. Gostje se tudi po zaostanku 2 zadetkov v skupnem seštevku niso predali. V pičlih 2 minutah je 31-letni Mikkels 2-krat zatresel celjsko mrežo, kar je pomenilo izenačenje v skupnem seštevku in 2-krat 15-minutni podaljšek. V uvodnih minutah drugega podaljška je Nikita Josifov po podaji novinca Andreja Kotnika dosegel zmagoviti gol za slovenske pokalne prvake in uvrstitev v drugi krog kvalifikacij za uvrstitev v Ligo Evropa. Se mi zdi, da smo imeli tekmo kar pod kontrolo do tega drugega prejetega zadetka, tudi malo po napaki sodnika, ker je bil čist naš avt. Ampak dobro smo se pobrali in najbolj pomembno je, da smo napredovali. Sami ste videli, hitro se obrne, nogomet je tudi specifična igra, lahko v minuti dobiš 2 zadetka, tako kot smo jih mi dobili, moramo stremeti k temu, da delamo čim manj napak, da se to ne dogaja, ampak kot sem rekel, vztrajamo do konca in smo prišli naprej. Tekme so specifične, večino časa smo mi pri žogi, ampak ja, tudi ta zadetek nas je malo, hitro smo prejeli ta 2 zadetka in se vse obrne v drugo smer. Je pa res, da tudi po temu moramo vztrajati naprej, ker veliko ekip bi padlo, mi smo samo napadali, sploh se ne spomnim, da bi imel nasprotnik kakšno priložnost po temu in seveda to nas je nagradilo in smo v drugem krogu. Zadovoljen sem s prikazanim. Seveda bi si želeli lažje priti do napredovanja, toda takšen je nogomet. Imam občutek, da smo bili kaznovani za vsako napako, ki smo jo storili. Tekmec ni imel veliko posesti, niti ni bil dominanten, tako da je naša uvrstitev v nadaljnje tekmovanje čista kot solza. Nogomet je bil danes pravičen, saj nas je nagradil za našo igro in številne priložnosti. Zadovoljen sem z mojim moštvom, saj izvajamo stvari, ki jih delamo na treningih. Morda je bilo danes kakšnih 10 tehničnih napak preveč, toda kdo jih ne dela? To je zame sprejemljivo. Imeli smo jasen načrt, ki smo se ga držali in glede tega sem zelo zadovoljen z moštvom. Celjani so podobno kot v lanski evropski sezoni tudi v dvoboju s Sabahom poskrbeli za pravo dramo. Vidite, da naše tekme niso dolgočasne, tudi prva tekma je bila, veliko preobratov je bilo. Danes isto je pa res, da smo prava ekipa, prava klapa in se vidi, da tudi lahko obrnemo rezultat, ne predamo se do konca in to nas tudi na koncu nagradi. Še pred prvim obračunom za EKM iz Larnake bodo Celjani ta konec tedna odprli novo državno prvenstvo. V prvem krogu bodo v nedeljo v štajerskem derbiju gostovali pri Mariboru. Fokus je zmerjen na vsako naslednjo tekmo, ni veliko časa za regeneracijo, vemo, da nas čaka težek nasprotnik, da bo tudi motiviran, ampak ne glede na to, mi gremo vsako tekmo na zmago in moramo tudi prvenstvo začeti z dobrim rezultatom.
Članica atletskega društva Kladivar Celje Klara Lukan je na mitingu v Lježu v teku na 5000 metrov zasedla 3. mesto in s časom 14:50:40 za več kot 6 sekund izboljšala državni rekord. Zmagala je 18-letna Etiopika Hawaii Abera, drugo mesto pa je osvojila Avstralka Modi Skyring. Lukanova je prejšnji državni rekord dosegla 14. junija letos na Dunaju. Lukanova bo v drugi polovici julija nastopila na univerzijadi v Nemčiji, potem pa bo odšla na višinske priprave, ki jih bo opravila v italijanskem Sestrieru. Srbski rokometaš Vukašin Antonijević se po 3 sezonah poslavlja od Celja Pivovarne Laško. Kariero bo nadaljeval v nemški ligi pri Eisenachu, ki je v prejšnji sezoni v elitnem nemškem tekmovanju osvojil 11. mesto. V 3 sezonah je za člansko moštvo celjskega kluba odigral 116 tekem in dosegel 183 zadetkov. Kadetski in mladinski reprezentant Srbije je v dresu Celja Pivovarne Laško osvojil naslov mladinskega in članskega državnega prvaka ter pokalno in superpokalno lovoriko. S pivovarji je zaigral tudi v EHF ligi prvakov. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo marsikje zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od zahoda prehodno povečala. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. V nedeljo popoldne, predvsem v severni Sloveniji, ni izključena kakšna ploha in nevihta, v ponedeljek popoldne pa se bodo plohe in nevihte začele pojavljati na zahodu države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo izrazitejši v ponedeljek. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.